Prvo, en lep pozdrav vsem. Jaz bom začel svoj govor z enim starim turškim pregovorom. Se mi zdi, da je kar primeren za našo situacijo. Ko se klon naseli v kraljevo palačo, on ne postane kralj, ampak se palača spremeni v cirkus. In to danes smo vsi priča temu. Prvo bomo šli čez to, kaj sploh NATO je. Nastal je leta 1949 kot nek odgovor na našo svetovno vojno, oziroma svetovno vojno splošno. Je bil kot nek dogovor med državami, ki naj bi se skupno branilo proti agresiji tretjih držav. Danes vemo, da NATO ni nobena mirovna organizacija, temveč so večkrat dokazali, da so prav največji agresivneži oni. Že v samem delovanju NATO se je ta usmeril striktno proti Sovjetski zvezi, kasneje so se vpletli v en kup vojn v Iraku, v Kuvajtu, kjer so Američani širili svoj vidik demokracije, kakor oni imenujejo, ne? Kasneje so se tudi vpletli v Afganistan in tako naprej. Izgubili so kontrolo svoje lutke, recimo Sadama Huseina, ki so ga kasneje imenovali diktator, so ga pa sami nastavili. Sledila je Jugoslavija, katero so prvo razbili, potem so jo pa branili. Največja blamaža NATO je pa sigurno Afganistan. Seveda ta Afganistan brez šefov Američanov ni šel. 9.11. naj bi saudijski državljani napadli Ameriko, kar je komedija. NATO je z vodstvom Amerike naredil njim edino logično stvar in so napadli napačno državo, Afganistan. Seveda so vojno proti jamskim ljudem, kakor jim rečemo mi nekateri šale, po 20 letih okupacije izgubili. Sramota. Še danes pa ne vemo, zakaj so napadali Afganistan, zakaj niso napadali Saudske Arabije. Na milijone brezpotrebnih žrtev v Iraku, v Libiji, eni najbogatejši afriški državi, Siriji in tako naprej. Te države imajo enega skupnega imenovalca, nafto, nastavljene diktatorje in kaotično stanje po teh vojnah. Danes ta isti NATO ogroža svetovno varnost, provokacije na dnevni bazi, še iz časov Sovjetske zveze, so že v Siriji, vojni v Siriji skoraj privedli do svetovne vojne med NATO in Rusijo. Ampak takrat jih to ni ustavilo, danes nadaljujejo. In danes vemo, da organizacija NATO, ki jo vodi Amerika za svoje vojne, za svoje ropanje držav, kot so navedene Libija, Sirija, provokacija držav ostalih, ki niso del NATO, in vemo, da je danes NATO zločinska vojna organizacija, ki nas preveč stane, preveč denarja, preveč ljudi, preveč nedolžnih življenj. Živi dokaz danes je vojna v Ukrajini, katera bi se lahko končala v enem dnevu ali dveh z nečem, kar Amerika ne pozna in NATO tudi ne, s pogajanji. Zakaj Amerika? Zato, ker so oni kolovodi vsega, kar se dogaja v NATO. Oni so največji financer NATO, kar je Trump ponavljal vedno in vedno, da oni največ denarja dajo v NATO. Za njih drugega kot poraz Rusije ne ostaja in ne zanima. Roko na srce, poraz Rusije je nemogoč. Državo, ki ima več kot 2000 nuklearnih glav in največjo zalogo orožja, enostavno ne poraziš. Ne Amerika, ne Evropska unija, ne NATO in najmanj naši politiki, ki pošiljajo staro, zastarelo orožje za vojno proti Rusiji. Njihovi zastareli sistemi, kot so sankcije, ne delujejo več. Saj bo na koncu več sankcioniranih držav, kot pa nesankcioniranih. Točno tako. Največ te sankcije seveda mi plačujemo. Sankcionirane države se že gospodarsko povezujejo med seboj. Svet zdaj pozna delovanje organizacije, ki jo vodi NATO. Posledice čutimo največ mi. Celo Rusi so se odlično znašli v svojih sankcijah, kot Iran, na primer. Pod pretvezo demokracije je Amerika v svoji kratki zgodovini intervenirala kar 400-krat. Verjela ne. Pol od teh intervencij vojnih je od leta 1950 naprej. Cilj je vedno eden in isti. Destabilizacija države, gospodarstva, ozemlja, spremembe in politike in režima, imperija in na koncu izgradnje svojega režima. Za njihove laži ne odgovarja nihče,
so pa prvi, ki kažejo s prstom na druge. Pod pretvezo svobode in demokracije ropajo cel svet kot gusarji. Tistega, ki ne premagajo, izolirajo sveta in jim uničijo gospodarstvo, brez pomisleka na ljudi, ki živijo v teh državah. A vi res mislite, da NATO, ki ga Amerika vodi in usmerja, deluje drugače? Njihova politika ima izključno en cilj: uničenje sovražne države in ljudi v njej. Resno želimo biti del tega? Jaz ne. Hvala lepa.